Ok, smo pri 8. točki dnevnega reda. Sklep o pooblastitvi župana za oprostitev plačila komunalnega prispevka do višine 20 evrov za podjetje ČTV TPV d.o.o. Uvodno vodičitev bo podala magistra Urška Klenovšek, vodja tretjega prostora. Urška, prosim. Ja, lepo pozdravljeni. Ponovno lepo pozdravljeni. Predlagano gradivo je pripravljeno za vašo obravnavo z namenom, da se odgovori sam naslov sklepa župana pooblasti za oprostitve plačila komunalnega prispevka do višine 20 000 evrov za podjetje TPV d.o.o. O oprostitvi plačila komunalnega prispevka za prav to podjetje ste odločali že dvakrat. Prvič je bilo to na junijski seji občinskega sveta, kjer je bila predstavljena večmilijonska investicija podjetja TPV na območju industrijske poslovne cone Brezina ter na območju Šentlenata in na kateri ste tudi načelno podprli njihovo investicijo. Ter oprostili plačila komunalnega prispevka. Naslednjič ste obravnavali oprostitev plačila komunalnega prispevka za TPV na septembrski korespondenčni seji, namreč prvotno gradivo z junijske seje bilo pripravljeno na osnovi idejne zasnove za njihovo investicijo, potem pa smo dobili konkretno gradivo za pridobitev gradbenega dovoljenja in na osnovi izračuna obveznosti plačila komunalnega prispevka iz te dokumentacije prišlo za neko razliko, v kateri ste odločali. Sedaj pa smo dobili vlogo projektanta za investitorja TPV in sicer gre za spremembo gradbenega dovoljenja, ker se je med samo investicijo, ki se trenutno izvaja na območju IPC Brezina, izkazalo, da potrebujejo nekoliko večje prostore in prihaja na osnovi te njihove vloge do razlike v že izračunanem komunalnem prispevku in sicer do takšne, da bi morali doplačati 2281,08 evra za dodatnih 430,80 kvadratnih metrov, kakor je razbrati iz njihove dokumentacije. Zato, da bi za še morebitne nadaljne primere, pa za konkretni primer, ker gre za manjšo obveznost plačila komunalnega prispevka in v smislu, da ste že na samem začetku podprli njihovo investicijo in da se jih oprosti plačila komunalnega prispevka, ter v nekem duhu učinkovitega in gospodarnega ravnanja v primerih odločanja o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za podjetje TPV, smo pač pripravili ta predlog, da ga obravnavate in sprejmete. Na samih odborih se je pojavilo vprašanje o poročanju v takšnih primerih, pač če župan sam odloča o oprostitvi komunalnega prispevka. Naj povem, da to obveznost določa 147. člen poslovnika občinskega sveta in sicer, da mora o izvrševanju sklepov sveta, zapravo tudi o tem sklepu župan poročati na naslednji seji. To z moje strani predlagamo sprejem tega sklepa. Najlepša hvala za vodno obrazložitev. Pred razpravo bi prosil komisijo ali odbore. Prosim za prijavo. Matija Hvaljević, izvrši. Odbor za gospodarstvo. Hvala lepa. No, da začnem, ta sklep je bil na našem odboru potrjen s 5 glasovi za in 2 proti. Glavni zadržek, ki se je pojavil, pa je tudi to, bom še nadaljeval moj osebni zadržek, tako da ne kradem časa potem že z osebno razpravo, je bil ta, da enkrat smo že potrdili odpis komunalnega prispevka, prav tako potrdili spremembo na korespondenčni seji, se prav zadeva funkcionira in ne vidimo nobene potrebe, da bi sedaj to pristojnost, ki je v pristojnosti občinskega sveta prenesli na župana, da bi dali pa še 10-kratni buffer za vse bodoče odpise. Razlaga v tem, kar je bila, da mora biti takšna odločitev sprejeta v 15 dneh, kar je več kot dovolj časa, da se izpelje
korespondenčna seja. In glede na to, da dvakrat do zdaj ni bilo težave z odpisom tega za podjetje TPV, res ne vidim nobene potrebe, da se to prenaša na, pač sam osebno vidim potrebe, da se prenaša na župana, tako je predlagam to naredi občinski svet. Še enkrat, na odboru je bilo potrjeno s 5 glasovi za in 2 proti. Matej Pavlović, hvala za obrazložitev. Prosim Ferda Pinteriča, odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja. Hvala. Na našem odboru je bilo prav tako razprava o tem, da bi po teh podeljenih prostitvah župan moral potem poročati občinskemu svetu in sicer na vsake prvi naslednji seji, ko bi bila taka oprostitev iz te kvote odobrena. In v tem smislu je bil tudi predlagan kot nek dodatni tretji sklep. In s tem pogojem je bilo to pooblastilo tudi sprejeto, oziroma je bil ta sklep, so tudi sklepi sprejeti na odboru. Zdaj, tako po tem so občinske strokovne službe ugotovile, da to obveznost že župan itak ima zapisano v poslovniku, s čemer, se jaz osebno sicer strinjam in mene ta rešitev zadovoljuje. Zdaj, kako pa, ker ne moram govoriti za cel odbor, kako pa razmišljajo drugi člani zbora, pa mogoče najboljš, ker je večina itak tudi tu, vsaj tisti, ki so člani občinskega sveta prisotni, pa lahko tudi vsak sam pove, če se ne strinja. Hvala lepa. Preden podam prijavo v razpravi, prosil Gordon Radanovič, da prebere, kaj točno župan in kako je zapisana ta dikcija v samem odloku. V samem odloku? V 147. členu. Kratko lahko povzamem, da 147. člen kratko lahko povzamem, da 147. člen narekuje županu obveznost poročanja na sejah občinske uprave o izvrševanju sklepov in načrtanih pooblastil, ki so mu bile zaupane. Kar se tiče namen tega sklepov pooblastitvi župana za oprostitev plačila komunalnega prispevka, predvsem v tem, nam je zelo pomembno, da smo pri odločitvah hitri in ekonomični. In tle gre v bistvu za manjšinski delež, ko se usklajujejo posamezne parcelne številke in ta manjšinski delež predstavlja manjši znesek komunalnih prispevkov in sicer to gre v višini 2281,08 evra v tem primeru in tudi sredstva so zagotovljena za nadomeščanje na postavki 00535, ki je pač namenjena nadomeščanju komunalnega prispevka, ki ga mora pač občina Brežice sama poračunati za odobrene oprostitve subjektov. Se pravi, gre za to, da smo lahko res odzivni na potrebe trga, ker nam je zelo pomembno, da TPV investira v bistvu v naši občini. Ne gre za nič drugega. Pa da tudi delamo na racionalnosti, da po nepotrebnem tudi ne tratimo vašega časa. Najlepša hvala za odločitev. Prosim, da se poslano napravo prijaviti k razpravi. Vkolikor ni prijav, zaključujem prijavo in podajam, ali želi kdo podati obrazložitev glasu. Vkolikor ne, zaključujem tudi to. Preverimo navzočnost glasovalno napravo. In sicer bom kar prebral, imamo dva sklepa. Glasovali bomo vsake posebej, nekaj pa prisotnost. Nekaj 27 prisotnih. Prvi sklep, sprejme se sklep o pooblastitvi župana za oblasitev plačila komunalnega prispevka do višine 20 000 evrov za voditelje TPV d.o.o. Prosim za glasovanje. Glasovanje je končano, glasovali smo 23 za, proti 6, eden je bil vzdržan, tako da je ta sklep sprejet, kot pomembne investicije v občini Brežice. Hvala lepa.
Gremo 9 dne, sklep 2, je pa, to pa moramo zaradi popravilo de minimis, je pa naslednji, in sicer se glasi sklep naslednji. Oprostitev plačila komunalnega prispevka za pomoč popravilo de minimis. Prejemnik pomoči moral izpolnjevati pogoje iz uredbe komisije ES številka 1407/2013 za dne 18. decembra 2013. Prosim za glasovanje. Tako, soglasno sprejeto z 28 glasovi za in enim zdržanim, tako da se zahvaljujem za potrditev obeh sklepov. In gremo na 9. točko dnevnega reda, in sicer elaborati oblikovanje cen izvajanja storitev gospodarskih javnih služb in predlogi uskladitve cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Te točke se dejansko potem so vezane na 3 podtočke, in sicer 9.1, 9.2, 9/3, bom kar vse 3 prebral. In sicer 9.1, elaborat oblikovanja cene izvajanja gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov z leta 2020 ter predlog znižanja cen javne infrastrukture obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in zbiranje bioloških odpadkov. To je 9/1. Potem imamo 9/2 je elaborat oblikovanja cene izvajanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2020 ter predlog dviga cene omrežnine ter cene storitve pri dejavnosti oskrbe za pitno vodo. Od 9.3. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter predlog znižanja omrežnine in dviga cene storitev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin. V tem 3 točkah prvi imel razpravo in obrazložitev David Flajnik. Ko bomo podal besedo komunali Brežice, bo pa dejansko tudi imela v predstavitvi tudi PowerPoint in celotno predstavitev v točki 10, in sicer poslovni načrt podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2020 ter razvojni plan podjetja in program za obvladovanje kakovosti. V naši razpravi bo v te 3 točke predlagam, da so ločene, tako da dejansko potem tudi razpravljamo najprej od točki 9, vse 3 podtočke, ter posebej v točki 10. Jure, to so zelo različne točke. To ena je elaborat točno cena, druga poslovna načrt komunale. To ni tako proračun. Se strinjam s teboj, zato tudi bo razprava o 9. točki posebej in o 10. posebej. Zakaj pa sploh smo dovolili, ker je pa predstavitev, pa PowerPoint je pa dejansko vključuje obe, pa da ne vključujemo. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb z področja varstva okolja Komunala Brežice je na podlagi uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb pripravila elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev vseh 3 gospodarskih javnih služb z področja varstva okolja, se pravi zbiranje komunalnih odpadkov, oskrba s pitno vodo in pa čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Iz vseh 3 elaboratov je razvidno, da je potrebno uskladiti cene pri določenih storitvah pri izvajanju teh gospodarskih javnih služb. Zato so bili pripravljeni tudi predlogi uskladitve cen za vse 3 gospodarske javne službe, ki so tudi del gradiva. Več o elaboratih in predlogih uskladitve cen pa bodo predstavili predstavniki Komunale Brežice. Najlepša hvala. Jaz kar prosim direktorico, da dejansko predstavi, ko bomo se govorili, najprej po točko 9, 9.1, 9.2, 9.3 in tudi po 10, ko bo se govorili se. Najprej bo pa razprava pod točko 9 in tudi glasovanje in posebej razprava in odgovori po točko 10 in tudi potem glasovanje tem. Hvala. Torej, lepo pozdravljeni. Zdaj mogoče dokler se PowerPoint zalaupa. Samo, zakaj sem se pač tukaj, ko bo predstavitev, zakaj sem to združila na nek način, zaradi tega, ker poslovni načrt tudi temelji na v bistvu spremembi teh cen, ki smo prepoznali, da so pač potrebne. Zato nekako to zdaj skupaj.
Zdaj, da bom najbrž vsi gradivo prebrali, pa bom probala čim bolj na kratko. Torej najprej, kar se tiče spremembe cen. Spremenilo se bo na naših položnicah 6 postavk in sicer 4 omrežnine. Tukaj, če gremo direktno na pitno vodo, nekoliko se bo dvignila omrežnina za pitno vodo in sicer iz 2,3 evra na 3,9 evra. Mogoče samo na kratko, zakaj se sploh gre pri vseh teh omrežninah, ker pri vseh, se pravi, javnih službah imamo imamo na položnici 2 postavki, ena omrežnina, ena je storitev sama. Torej, pri omrežnine so sestavljene predvsem iz najemnine za infrastrukturo, medtem ko pri pitni vodi pa ta omrežnina poleg najemnine za infrastrukturo vključuje tudi še, se pravi, stroške za menjav vodomerov in pa stroške za vzdrževanje priključkov. Torej, tukaj se nekoliko omrežnin, najemnina se nekoliko dvignila zaradi aktivacije hidravlike, pri vodi, pa tudi v bistvu smo se nekako odločili, da moramo iti v daljinske vodomere in daljinsko očitovanje, moramo iti korak naprej s časom, zaradi zmanjševanja izgub, zaradi spremljanja izgub in podobno, pa tudi zaradi tega, da imajo uporabniki v bistvu stanje lahko praktično vsak dan očitano. Torej, ta razlika je tukaj 2,3 do 3,9 evra. Potem sama cena storitve oskrbe s pitno vodo se tudi nekoliko zvišuje. Tukaj gre predvsem zaradi vodnega povračila, kajti zavedati se moramo, da je okoli 80% omrežja vodovodnega v naši občini v bistvu na robu življenjske dobe. In v bistvu mi delamo veliko na tem, da se okvare sanirajo pravočasno, da se odkrivajo pravočasno, ampak tudi o prezemnih vodovodov, se pravi vodovodnih sistemov, so ti vodovodi precej slabem stanju in je pač potrebna sanacija, se pravi, da so tudi vodne izgube, so posledično tam nekje v slovenskem povprečju. Potem, če gremo naprej, kar se tiče odpadkov, se znižata postavki in sicer na cena javne infrastrukture, to je enako kot omrežnina, pri zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov in pa zbiranju bioloških odpadkov. Potem pri odpadni vodi se nekoliko zniža ravno tako omrežnina za čiščenje odpadne vode, se pravi tako pri, kot sem že prej omenila, pri odpadni vodi, kot tudi pri odpadkih, predvsem na račun znižanja vrednosti najemnine. Nekoliko se bo dvignila cena čiščenja komunalne odpadne vode. Tukaj gre pa predvsem zaradi tega, ker se pač, to je tisto, kar vas najbolj zanima, zaradi tega, ko se je elektrika šla gor v primerjavi z letom 2013 približno za 50%, potem vse več je porabe sredstev za doseganje parametrov čiščenja na čistilnih napravah, obdelava blata bo dražja, skratka, več dejavnikov. Mogoče še to nisem povedala, da od leta 2012, od sprejetja metoda, se dejansko cene niso spreminjale, nekoliko so se celo spustile, predvsem spet na račun teh najemnin, omrežnine. Zdaj je šlo pa v teh 8 letih, prišlo gor od elektrike do, pošte na koncu, skratka. Tako da so elaborati predračunski, ki smo jih pripravili, so pokazali to 10% odstopanje od obstoječe cene in kadar je odstopanje za 10% ali več navzgor ali navzdol, se pravi, moramo iti v spremembo cene. Temeljimo pa v bistvu pri izračunu teh cen, gledamo, kakšna je bila realizacija preteklih let, projekcijo smo gledali zdaj 2019 recimo in potem še kaj se planira v letu 2020. Tako, tukaj je pa položnica, to je najbolj tisto, kar vas najbolj zanima. Mi smo naredili izračun za par variant in sicer za število oseb, tako da gospodinstvo smo vzeli 4 osebami, pa za povprečno porabo vode 12 kubikov. Tako da mogoče, samo to s tem svetim, super. Recimo, tukaj ste prebivalci, bom rekla, Brežic, ko ste na kanalizaciji, pa imate bioodpadke, naprimer, tukaj se bo najbolj dvignila. To govorimo o, se pravi, položnici za 4-člansko družino. Iz 56 evrov na 58,5, se pravi za 2,38 evra nekje, to so cene z davkom.
Potem recimo na podeželju, tisti, ki imate greznico, pa nimate recimo odvoza bioodpadkov, imate svoje kompostnike, kakorkoli, bo šlo pa nekje za €70 cena, torej mesečna gor. Zdaj jaz razumem, da je to za marsikoga veliko, popolnoma, ampak pač kalkulacije so pokazale, da brez tega pač žal ne gre. Jaz je tudi trend, bom rekla, vse slovenski nekako na ta način. Pa mogoče še to, tam sem pozabila omeniti, da tudi sprememba te delovne zakonodaje, dvig minimalnih plač, je tudi nekoliko vplivala na to, postavka malica se je zvišala. Skratka, tukaj gre za, bom rekla, skupek večjih dejavnikov, ki so se zdaj čez par let nabrali in botujejo pač povišani ceni. Zdaj, tukaj pa mogoče samo, ne vem, koliko se boste znašli, pa mogoče, če se osredotočite na tale zadnje leto, 2018, to vam iz Sursa, take podatke so se mi zdeli zanimivi, kolikšen delež zavzema, recimo kava, oskrbno s pitno vodo, zbiranje odpadkov, odpadnih voda, v cenah življenjskih potrebščin. Tukaj zdaj, če gledamo, to je kava, potem tukaj tale zadeva je pitna voda, se pravi 1,5 %, zbiranje odpadkov 1,1%, zbiranje odpadnih voda 0,5%, pa če gor gledamo, recimo, to je telefon, to je benzin, tako da smo naredili en preračun, čisto tako zanimiv mogoče, da na uporabnika na dan, to, da so smeti odpeljane, pa da imate pitno vodo na pipi, pa greznica spraznjena, pa čistina, da funkcionira, pride nekje 50 centov. Zdaj pa pitna voda je recimo živilo, pa ko greš v trgovino, premisliš, kaj boš vzel, pa kako boš jedel pa to. Spet pa ponavljam, da razumem, da pač bo nekaterim težje kot drugim. To je zdaj, kar se tiče teh cen. Zdaj bi šla pa kar na poslovni načrt, tukaj bom res zelo kratka, ker ste si najbolj prebrali. Kot sem že omenila, temelji poslovni načrt na predpostavki pač sprejetja teh cen. Na oskrbi s pitno vodo bo šla kratko po enotah, na oskrbi s pitno vodo bomo seveda še naprej skrbeli za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode, to je seveda tisto primarno in zelo pomembno. Ugotavljali bomo in zmanjševali vodne izgube, potem zdaj skupaj z občino v bistvu pripravljamo programe tega investicijskega vzdrževanja in pa vzdrževanja priključkov. Tukaj je zelo pomembno, da se bomo pač sistematično lotili investicijskega vzdrževanja, ker temu tudi zdaj nenazadnje namenjena postavka v proračunu, da se bo del najemnine namensko vrnil v to za investicije. Se pravi, naredili smo seznam nekih skupaj z občino vodovodov, potrebnih prenov in potem bomo tudi sistematično na teh odsekih, kjer se bodo sanirali vodovodi, se bodo tudi sanirali priključki, tako da ne bo tega razkopavanja večkratnega in podobno. Kar se tiče odvajanja in čiščenja odpadnih voda, bomo spet skrbeli za priključevanje na omrežja, odkrivali dormetornih voda, skrbeli bomo za čiščenje kanalizacije, za praznjenje greznic, pri zbiranju in odvozu odpadkov, se bomo še naprej aktivno ukvarjali za reševanje problematike ekoloških otokov. Zdaj se mi zdi, da po zimi je majčkeno boljša situacija, poleti se stvari spremenijo. In pa tudi v letu, se pravi v začetku naslednjega leta planiramo nabavo specialnega vozila za odvoz odpadkov, še enega. Pri ostali dejavnosti zdaj nekih posebnosti ni mogoče, pri pogrebni in pokopališki dejavnosti v bistvu ta 24-urna dežurna služba, kjer se tudi sedaj dokončujejo odloki v sodelovanju z občino, tako da bo ti odloki prišli zdaj v veljavo, ostalo pa nič kaj v bistvu tako. Kar se tiče mogoče še to za Zelkom, pa za ekosocial, planiran rezultat podjetju Zelkom je 36.887 €, pri ekosocialu 3.000 €. Kar se tiče Zelkoma, še vedno v bistvu upravlja to nalogo, za katero nekako je bil ustanovljen, in sicer da nekako regulira te cene na trgu gradbenih storitev in pa da vključuje te manjše podjetnike, da lahko dejansko vsak dobi nekaj za delati. Kar se pa tiče ekosociala, smo pa tudi v dogovorih z občino, da bi se ustanovila kot pomoč na domu. To je zdaj še v pogovorih.
in da bi dejansko tisti zaposleni, ki so trenutno na centru za socialno delo, da bi se prezaposlili potem na Zelkom in da bi se pač izvajali te aktivnosti, na ekosocial, te aktivnosti pomoči na domu. Kar se tiče projektov, je tako, da o teh projektih ste slišali veliko, izvajamo jih konstantno, to je tudi v bistvu naša pač kot poslanstvo na nek način, ampak seveda je to tudi zakonsko določeno, da morajo komunale izobraževati. Tako da v letošnjem letu mogoče se bomo še bolj detaljno posvetili temu projektu Krožna kultura v naših rokah, ostali se izvajajo. Moramo se zavedati, da po te projekte, ko se prijavljamo na njih, vedno gledamo, da so, se pravi, gre za sofinancirane projekte, s katerimi tudi na nek način določene stroške znižujemo. Recimo v sklopu tega projekta za odpadno jedilno olje je bilo, ne vem, v vrednosti 20.000 evrov so bile te posode nabavljene, pa ni bilo nobenega stroška v bistvu z njimi. Potem zdaj smo imeli en projekt, kjer imamo za recimo starejše, ker se pač delovna sila ali pa zaposleni naši zastarajo, in smo imeli projekt, kjer smo dobili za 45.000 evrov nepovratnih sredstev 100% kriti, pa smo, ne vem, stole nabavili neke take, recimo za, se pravi, tisto, kar bi šlo mogoče drugače tudi v stroške druge, tako da se probamo res tudi tukaj čim bolj obnašati, rekla tako, gospodarno. Pa še na koncu, prihodki planirani se pravi na nivoju podjetja, 6.653.000, GS 5.585.000 in pač ostali sektori 1.068.000 in pa potem še rezultat. Na nivoju podjetja 74.000, od tega GS 38.000 nekje in ostali sektori 36.000. Tako, to je z moje strani zaenkrat vse. Pa prosim, za vprašanje. Najlepša hvala, gospe Jani Noselc, direktorici javnega podjetja Komunala. Zdaj, kako smo rekli, smo pri točki 9, tako da bi zdaj podal to zadevo najprej komisiji in odbore, ko mi govorimo o točki 9.1.9.2.9.3, tako da prosim za prijavo. Kolikor ni, potem podajam, prosim, da se prijavite za glasovalno napravo za prijavo. Kaj razpravi? Hvala lepa za prijavo, zaključujem jo z Andrejem Vizekom, Ferber Pintelič, prosim. Hvala lepa. Najprej bi v imenu odbora za javne gospodarske službe povedal, da smo sicer vse tri predlagane spremembe podprli z različnim številom glasov, kar je tudi zapisano v gradivu, tako da to ne bom ponavljal. Kot uporabnik bi pa postavil eno vprašanje, in sicer ena zadeva mi nikako ni jasna, bom rekel tudi v tem miru tu, po imenovanjem in sicer obračunavanju omrežnine pri malih komunalnih čistilnih napravah, ki imamo, bom rekel, gospodinstva, ki se nismo mogli priključiti, zato ker smo nekje na podeželju, pač na skupno čistilne naprave. Zdaj, tisto, kar mi je, bom rekel, nelogično v teh predpisih in tudi pri zaračunavanju. Če pogledamo logiko stvari, občina zgradi čistilno napravo in seveda tisto kanalizacijo do čistilne naprave, da v upravljanje oziroma v najem komunalnemu podjetju. Komunalno podjetje zato uporabnikom zaračunava omrežnino in to omrežnino komunala potem nakazuje občini, se pravi za ta najem. Zakaj je v predpisih taka nelogična rešitev, da pri malih komunalnih čistilnih napravah jaz kot zasebnik kupim z svojim denarjem malo čistilno napravo
jo vgradim, potegnem svoj kanalizacijski vod pač tam, kamor si ga lahko potegnem iz te čistilne naprave. Se pravi, vse sam investiram, nič vam ne dam v najem, vi pa meni zaračunavate še omrežnino. Mislim, totalno nelogična zadeva. Totalno nelogična zadeva. In zdaj tudi iz tega gradiva, ki smo ga dobili, meni ni čist jasno, imamo spremembo cene pri omrežnini čiščenja odpadne vode, ne? Ampak iz tega nikjer ne vidim, ali to pomeni zdaj za vso odpadno vodo, se pravi, ki se zbira in čisti na centralne čistilne naprave, ali to velja, bom rekel, za vse, tudi za tiste male čistilne komunalne naprave, ki jih imamo v gospodinstva, vsaka svojo. In če je to tako, potem bi bom rekel, izračun podražitev cen na položnico, bom rekel, v rubriki pri malih čistilnih napravah, tam, kjer jih uporabljamo, ni logičen, ker spet v bistvu ni dobene razlike, kakor pri unih, ki gre na neko drugo čistilno napravo. Predvsem pa, bom rekel, ne moti to, da moramo, bom rekel, tisti, ki smo morali sami investirati v reševanje te zadeve in izkazati nek odnos do okolja, do narave in tako naprej, in ki smo to, bom rekel, konec koncev zelo odgovorno naredili in potrošili za to, ne vem, par tisoč evrov svojih vlastnih sredstev, da moramo zdaj še nekomu plačevati omrežnino. Po drugi strani pa, ko pa občina zgradi čistilno napravo, pa to omrežnino dobiva občina kot investitor nazaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Vložili kot dodani po razpravi. Bogdan Porošnik naslednji. Hvala za besedo, dobro večer. Jaz bi imel, kar se tiče teh raznih podatkov, dve stvari zapovedati. Prvo, par stvari. Pozdravljam rekord znižanja položnic, če se pa razume za komunalne odpadke, to je lepo. Po drugi strani me pa moti to povišanje cen, kar se tiče vodovodne oskrbe. Še enkrat, lansko letos je občina vzeli subvencijo za omrežnine, kar je povzročilo zvišanje položnic za naše krajane. Krajani so to občutili lansko leto, letos je spet pred nami nova podražitev, res da z drugega naslova, ampak krajani bodo spet to občutili na svojih položnicah. Mogoče bi bilo bolj zanimivo, če bi to lahko združili vse skupaj v eno podražitev, pa bi mogoče lažje to zapeljalo. Verjamem, da to ni izvedljivo, ampak o tem bi bilo potrebno razmišljati drugič. Vsako leto nova podražitev. Druga stvar še, z subvencijo v lanskem letu smo pa šparali cirka 300 000 evrov slabih, ki so bile, ta denar bil namenjen v vodovodne izboljšave. Bi jaz lahko enkrat dobil podatek, kaj se je s tem denarjem naredilo v letu 2019, zdaj ne vem, podatek, kaj se je to naredilo in kaj se bo naredilo še s tem denarjem v prihodnje. Tako da, hvala lepa. Hvala lepa. Mane Žive, prosim. Hvala lepa. Ja, del razprave mi je vzel še tako Pintarič, ampak vseeno se bom pri tem mečkemu glasu ravno zaradi teh malih čistilnih naprav in pa glede greznic, ki jih imamo. Jasno mi je, da podražitve so nujne in da cene predvsem rastejo tako tudi najbrž pri teh storitvah, ki jih opravlja komunalno podjetje. Vendar mi pa tole recimo ni jasno, da vodo, ki uporabiš preko števca in ko imaš svojo čistilno napravo malo ali pa greznico, še zmer moraš totalno poskrbeti. Dobro, če imaš tudi to čistilno napravo, ki uporablja elektriko, jo kriješ in vse skupaj, po števcu se pa računa čiščenje odpadnih voda. Zdaj, da je ekološki neki davek na to bi še zastopil, če bi se mu tako reklo. Ampak posebno na malih oziroma na greznicah. Ampak tu mi pa recimo nekako ta računica skop ne gre. Pa zato bi hotel, da je to neko pojasnilo k temu, rečem, da ne take stvari.
ki me na nek način malo tudi motijo. Drugo je pa, omenjeno je neko vozilo, ki bi se naj še nabavilo, pojačalo, kar je prav, ampak za te podeželske ozke ceste, ki so tam od 2,5 metra do 3 metre široke, mislim, da je bilo nujno, da ne bo zdaj pa še neko težje, večje vozilo, ki večja osna obremenitev, da bi zato morali imeti neko manjše, enkrat sem celo rekel, pa tudi če ga občina odlikvi. Manjše vozilo, ki bi manj uničevalo te ceste, ker to vozilo, ki odpadke vozi, je zelo težko, posebej zadnji del tega vozila, je zelo obremenjen in te ceste, ki so tako narejene, in če računamo, koliko eno vozilo košta in koliko se škode na cestah naredi, potem je računica jasna, da je cenejše kupiti vozilo, kot pa ceste obnavljati. Hvala lepa. Manjši, hvala lepa, Igor Zorčič. Hvala za besedo. Jaz se bom dotaknil postavk, ki se tičejo pitne vode, namreč omrežnine za pitno vodo in oskrbe s pitno vodo. Zdaj omrežnine za pitno vodo se povečuje z 2,3 na 3,9 evra na mesec, oskrba s pitno vodo z 0,64 na 0,70 evra na kubik. Naša svetniška skupina je že ob sprejemanju prejšnjega proračuna opozarjala in tudi nasprotovala temu, da se subvencioniranje omrežnine izvzame iz vsakokratnega proračuna. Mislim, da smo bili pri tem nasprotovanju osamljeni, mogoče če sta še kolega iz Levice nasprotovala. In posledica tega je, seveda smo bili pri tem osamljeni, zadeva je bila sprejeta, posledica tega je, da so položnice od takrat višje. In mi se težko sprijaznimo s to argumentacijo, ki nam po naši ceni pomanjkljiva, da je potrebno omrežnino povečati še za skoraj dvakratnik, torej 2,3 na 3,9 evra. Iz te dokumentacije, ki nam je predložena, kaže, da bo realizacija višja za 300 000 evrov. Tudi tu ni nekih prepričljivih podatkov o tem, čemu bo konkretno namenjena, zato že zdaj napovedujem, da se bomo pri tem odločanju oziroma pri dvigu teh cen, da bomo nasprotovali. Najlepša hvala. Miran Anžel, prosim. Hvala lepa za besedo. Tukaj vidimo, da je bo dvig na podlagi tega odloka, se predlaga dvig cene za vodo, se pravi položnice bodo dražje. Mene pa zanima, kaj pa recimo komunala naredila, recimo, da bi ta povišanje ne bi bilo, pa da bilo bistveno manjše, katere ukrepe je komunala sprejela v tej smeri, se pravi, da ne bi bilo tega povišanja. Hvala. Najlepša hvala in kolegice, prosim. Ja, hvala lepa. Tudi v svetniški skupini Slovenske demokratske stranke smo zelo pozorno analizirali argumentacijo, zakaj imamo danes to točko in zakaj pravzaprav govorimo o določenem dvigu cene oskrbe s pitno vodo za prihodnje. Zdaj, seveda cene izvajanja gospodarskih javnih služb obveznih so zelo regulirane. Je nekaj prostora tu znotraj podjetja, da se optimizira in tako naprej, vendar ob podatku, da so bile sedanje cene pravzaprav od leta 12 oziroma od leta 15 takšne, kot so danes, govori o tem, da so se številni življenjski stroški dvignili in da to je lahko komunala kompenzirala do leta 2018 oziroma 2019. Namreč rast cen, tudi ne nazadnje prevzemi vodovodov in vse živo, kar se je s komunalo zgodilo v tem obdobju,
povezane seveda z materialnimi stroški, stroški dela in tako naprej, ker je šlo za večje vodovodne sisteme, se je še nekako dalo. Sodo so izbili dno zadnji ukrepi, ki jih ni sprejela ne občina, ne nihče drug kot pa parlament oziroma oblast, da se je precej dvignila in tudi spremenil koncept minimalne plače in tudi drugi stroški povezani z delom. Namreč do lanskega leta je veljala minimalna plača, ki je bila pod ravnjo sedanje vrednosti 940 evrov in še vsi dodatki so bili do lani vključeni v minimalno plačo in dvig, to se pravi na 940 plus vsemi dodatki ob upoštevanju delovne sile, ki je v komunali, ki je pri tem relativno tudi že v letih, no, in so ti dodatki tudi posledično večji, je pomenila kar znaten dvig stroškov dela. Seveda, stroški dela so se morali uskladiti tudi za druge kategorije, ki ne prijemajo minimalno plačo, vendar jo prijemajo tik nad njo. Kajti po sistemu, nekem normalnem plačnem sistemu, so nekateri, ki so bili doslej malo više plače od minimalne plače, padli tudi pod minimalno plačo ali na minimalno plačo in prav je, da se vsaj tem v tej kategoriji tudi nekoliko korigira. Ker neka uravnilovka na tem podnu seveda ni prav in ni smiselna. Pri čemer pa opozarjam, da se vodstvu oziroma vodilnim ljudem plače zaradi tega niso spremenile. Po drugi strani se je spremenila tudi regulativa glede povračil stroška oziroma prehrane med delom. In ko to vse skupaj pogledamo, je seveda elaborat pokazal, da so stroški povezani z delom, pa ostali stroški seveda prišli teh 10% in komunala je morala priti za tem elaboratom pred nas in mi hočeš nočeš zaradi všečnosti lahko tukaj govorimo, da smo proti, pa da ne gre, vendar enostavno so eksterni dejavniki privedli do tega. Pa še nekaj, komunala danes upravlja z številnimi vodovodi, ki jih recimo pred nekaj leti ni, upravlja tipičen takšen primer Bizeljski vodovod. Zdaj, v kakšnem stanju je bil Bizeljski vodovod, najbolj vedo vsi tisti, ki so ga gledali v Drobovje oziroma komunala Brežice za svojo operativo. In ko govorimo o številu ur, številu materialnih stroškov in vsem ostalim, ki ga seveda je treba vlagati te prevzete vodovode, so tudi to omembe vredni novi dejavniki, ki so potrebovali temu. Zdaj, jaz sem seznanjen, da je potekala tako na nivoju občinske službe kot nivo komunala nekaj mesečna usklajevanja in iskanja vseh tistih rezerv, ki jih je lahko še bilo najti in da so tudi poiskana in da je pač to, kar je danes pred nami, nekaj, kar pravzaprav je rezultat teh pogajanj in kar je pravzaprav še na meji sprejemljivega. Jaz bi poudaril, da so te cene komunalnih storitev nižje, kot so na primer cene vodooskrbe, govorim v primerljivi občini z nami, kot je občina Krško. In tudi občina Krško napoveduje dvige cen prav zaradi teh sprememb, ko govorimo na nivoju plač in ostalega. Tako da, gledajte, govoriti, češ, da smo proti dvigom, hkrati pa pritarjevati in tudi osebno pritarjujem, da si ljudje z minimalno plačo zdaj to zaslužijo, ker je še tako mizerna. Vendar moramo vedeti, kaj to povzroči. Lahko sledite tudi to, da smo pred dvigom oskrbnin v domovih za ostarele. Zakaj? Da je dvigu stroškov dela. Ko se sprejemajo te ukrepi v smislu dviga stroškov dela, je potrebno vedeti, da se bodo podražile tudi storitve, ki so povezane s temi stroškami. Tako da, jaz mislim, da je bil tu narejen napor v smislu usklajevanja in da je to, kar je pred nami, še do neke mere sprejemljivo. Hvala lepa, gospod Vizjak, s tem je razprava zaključena. Bi pa prosil najprej Davida Fajnka, strani občine, glede vprašanja strani Pavlovšnika, glede investicij in vseh zadev povezanih s tem, na kakšen način se vršijo. In potem tudi vsa druga vprašanja, ki so vezana na komunalo, dobre, tudi najprej David Fajnka. Zdaj, kar se tiče same postavke vezane na ukinitev subvencij, smo letos uvedli oziroma
novo postavko v proračun, se pravi postavka številko 563, ima naslov Obnova vodovodnih mrežij. Zdaj ta sredstva v višini 300 000 evrov bodo namenjena za obnovo najbolj dotrajanih omrežij. Se pravi, imamo še v občini 41 km azbestnih cevi. Prioritetno bomo obnavljali cevovode, na katerih imamo največ, po domače povedano, defektov in pa največ vodnih izgub. Teda imamo že pripravljene predloge, se pravi, v letu 2021 bi začeli z obnovo mrežij v naslednjih krajevnih skupnostih Cerklje v Krki, Brežice, Dobova, Šentlenart, Artiče, Sromle, Jesenice na Dolenjskem, Velike Malence in pa Kabele. Hvala lepa. Zdaj pa prosim, gospod Jažen, sem dosez, da izvoli še. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bom odgovoril na vprašanje gospoda Ferda Pinteriča pa gospoda Marjana Žibata delno okrog omrežnin pri malih čistilnih napravah. Tokratno sprememba cen v bistvu ne vpliva na te omrežnine, ker se celo omrežnina niža. Torej male čistilne naprave, vsi uporabniki greznic in pa vsi uporabniki, ki so priključeni na malo čistilno, na javno čistilno napravo, bodo imeli nižje omrežnine. Za 20 centov približno po tem faktorju 1, torej za en vodomer 3/4 sole, bo mesečna najemnina nižja. Same storitve so pač predpisane v naši uredbi o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, kjer je v skupni postavki predvidena torej tarifa za odvajanje blata iz malih čistilnih naprav, potem odvajanje blata iz greznic, tako pretočnih kot nepretočnih, oziroma v primeru nepretočnih greznic vseh zbranih odpadnih voda v teh greznicah in pa celo ocena obratovanja oziroma pregled male čistilne naprave, ki je ravno tako predpisan. V tej isti ceni se obračunava po enotnem kriteriju. Tako da ta mrežnina je za vse uporabnike enaka, tako za uporabnike malih čistilnih naprav, potem vseh uporabnikov, ki so priključeni na greznice in pa vseh, ki so priključeni na javno čistilne naprave in pa javno kanalizacijo na ta način. Torej se niža ta cena in ne bo vplivala. Samo dvig čiščenja odpadne vode je pa torej izračunan samo za uporabnike, ki so priključeni na javno čistilno napravo. Toliko za enkrat. Najlepša hvala. Gospod Jarnik Nosec, prosim še vi. Tako jaz bi mogoče zdaj Darko, jaz upam, da je govoril, zdaj mogoče gospod Pavlošnik še, da se navežem, kar se tiče teh subvencij. Zdaj malo koliko spremljamo, se dejansko tudi po drugih občinah te subvencije se ukinjajo. Zdaj še na postopku bila ukinjena, mislim, da zdaj pred kratkim, da ta trend je nekako povsod. Gospod Marjan, vi ste glede komunalnega vozila. Zdaj to komunalno vozilo, ki je bilo nabavljeno nazadnje, je nekoliko manjše. Smo pa tudi že z gospodom Pavlošnikom govorili za naprej, da bomo naredili eno analizo, v bistvu kaj pomeni dejansko nabava manjšega vozila. Ker moramo se zavedati, da to potegne za sabo seveda tudi bistveno večje število odvozov, večje emisije CO2, skratka, ena kalkulacija je potrebno tukaj potegniti, tudi se pravi spremeniti dinamiko odvozov. Tukaj bomo potem videli, se bomo potem na podlagi tega dalje odločali. Moram pa še to reči, da naše komunalno vozilo, na primer, se zapelje mogoče 3-krat na mesec po neki cesti. Tudi to je treba vedeti. Na 3 tedne je plastika, na 3 tedne so mešani komunalni odpadki, pa tisti, ko imate pač bio, ampak dejansko jaz mislim, da so tudi še drugi traktori, pa kakšno gorivo, ko pripeljajo, pa karkoli, niso zdaj samo, pa ne da kakorkoli upravičujem, ampak so tudi še tukaj druga, taka večja prevozna sredstva, ki imajo vpliv na stanje cest. Bomo pa definitivno naredili, preden se odločimo, naredimo kalkulacijo, vidimo, kaj to potegne za sabo, tako da je čist umestni komentar. Potem gospod Zorčič, kar se tiče te zvišene omrežnine. Jaz v bistvu se moram reči, zelo nerada primerjam z drugimi občinami.
To pa zaradi tega, ker moramo dejansko poznati, mi, ko pripravljamo laborat, recimo, preverimo vsaj 150 različnih kontov postavk, pogledamo, kaj je bilo v preteklosti, kaj se je dogajalo, kaj za vsako postavko posamično v prihodnosti se pravi pričakujemo, na podlagi tega izračunavamo. Zato je težko recimo reči, da bomo pa imeli ceno kot Ajdovščina, zdaj rečem tako z glave, da spustijo vodo pod breg dol, mi jo prečrpavamo 4 tlačne cone. Imamo mi elektrik, ne vem, 150 jurjev na leto, oni imajo pa 10 jurjev. In to se pravi, ko se pogovarjamo o teh cenah, pa primerjavah, moramo zelo, zelo natančno poznati vsebino cene. Tudi najmine, ne, zdaj, ampak vseeno, če primerjamo recimo Kostak, kar se tiče omrežnine, se pravi, imamo mi zdaj dvig na 3,9 evra, Kostak ima na primer 5,5 evra, pa mislim, da to ni spremenjena cena, mislim, da so še spremenjeni cenicama recimo 7,9 evra. Tako da imamo mi, naša omrežnina, tudi kljub dvigu je še vedno med nižjimi v Sloveniji. Ne? Je pa treba vedeti, da recimo samo 50.000 evrov te omrežnine se dvigne najemnina, na račun aktivacije te hidravlike. Skratka, tukaj je cel kup enih stvari. Je pa res, da dejansko, ko se pripravljajo elaborati, res skrbno vse preučimo, pregledamo in lahko v bistvu vsako stvar zargumentiramo. Potem gospod Omerzel, ste spraševali, kaj smo naredili, da bi bile cene nižje. V bistvu je že to, da jih nismo dvigovali 7 let, se pravi, da smo ves ta čas nekaj vseeno delali. Ker resnično, če vam povem, samo elektrika je šla za 50% gor, smo bili dan zavedali, recimo približno koliko je šlo, mi imamo pa veliko elektrika, ogromno črpavališč, na kanalizacijo, na vodovodu in podobno. Recimo samo poštne storitve, mi vsak mesec pošljemo toliko in toliko položnic, so šle gor za skoraj 60%, recimo. Vodno povračilo, potem recimo, če smo, vodno povračilo je bilo sprijeta nova cena vodnega povračila tik pred potrditvijo naše prvotne cene leta 2013. In v bistvu mi že od leta 2013 bistveno prenizko vodno povračilo pobiramo od uporabnikov. In to so vse stvari, ki bom rekla, zažirajo in enostavno ne gre, potem da stvari ne grejo dalje. Tako da, kar se tega tiče, jaz ne vem, če sem še kaj pozabila, če ne, pa lepo prosim, tako kot vsakič povem, lahko pridete do nas, vas bom veseli, vprašajte, kakorkoli. Jaz sem dosegljiva, skratka, pa naše strokovne službe. Tako da, hvala. Najlepša hvala za vsa pojasnila. Zdaj pa dajem vložitev glasu, tako da bomo potem si glasovali po točkah, pa tudi dejansko po sklepih, ampak najprej pa generalno vložitev glasu, to pomeni vezano na 9 točka, 9.1, 9.2 in 9.3. Koliko je ni, gremo dejansko na glasovanje. Bom zdaj prebral kljub vsemu točko 9.1, da vemo, o čem glasujemo. Pomeni 9.1, elaborat oblikovanja cene izvajanja gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov z 2020 ter predlog znižanja cen javne infrastrukture obveznih občinskih gospodarskih in javnih služb, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in zbiranje bioloških odpadkov. Prosim, da preverimo navzočnost z glasovalno napravo. Okay, 29 nas je prisotnih. Tukaj dajem na glasovanje naslednji sklep. Sprejme se sklep o potrditvi elaboratov oblikovanja cene izvajanja gospodarske javne službe, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov za leto 2020. Prosim za glasovanje. za, 1 proti in 1 vzdržan. Točka 2. Sprejme se sklep o potrditvi predloga znižanja cen javne infrastrukture obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in zbiranje bioloških odpadkov. Prosim za glasovanje. Glasovali smo 24 za, 4 proti, 1 vzdržan, tudi ta sklep je sprejet.
Zdaj gremo pa na točko 9.2. Kdo prebral elaborat o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe, oskrba s pitno vodo za leto 2020, ter predlog dviga cene omrežnine ter cene storitve pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Prosim najprej, da nazočno smo že, to pomeni, da kar glasujemo v prvem sklepu. Nazočnost smo, ok, prosim najprej za nazočnost. Samo. Prisotnost 9.2. Prisotnost 9.2. Halo. Ok, prisotni 29. Glasovanje, prosim za glasovanje, in sicer sklep 1. Sprejme se sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2020. Prosim za glasovanje. Sklep je potrjen za 14 proti 12, 3 vzdržani. Druga točka, sprejme se sklep o potrditvi predloga dviga cene omrežnine ter cene storitve pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo, ki jo je podjetje Komunala Brežice d.o.o. pripravilo januarja 2020. Prosim za glasovanje. Za 14 proti 12 vzdržani 3, tudi ta sklep je sprejet. 9/3. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter predlog znižanja omrežnine in dviga cene storitev, čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin. Zopet prisotnost. Glasujemo sklepa 1. Sprejme se sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020. Prosim za glasovanje. Za, 2 proti, 1 vzdržan, ta sklep je sprejet. Ter sklep 2. Sprejme se sklep o potrditvi predloga znižanja omrežnine in dviga cene storitev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin. Prosim za glasovanje. Za, 3 proti, 1 vzdržan. Tudi ta sklep je sprejet. Tako da zaključujemo točko 9 in gremo na 10. točko dnevnega reda, in sicer poslovni načrt podjetja Komunala Brežice d.o.o. za 2020, razvojni plan podjetja in program za obvladovanje kakovosti. Direktorica nam je že v osnovi prikazala in pojasnila tudi to vizijo in poslovni načrt. Bi k temu kaj dodala, bi dali kar zadevo v prav, kolikor ne. Dajem najprej potem komisiji oziroma odborom. Kolikor ni prijave, prosim za prijavo na razpravo s predsednikom. Ok, zaključujem prijavo. Poslovni načrt podjetja Komunala, 10. točka dnevnega reda. To pomeni, smo v prijavi na razpravo. Zaključujem za Lenkovičevič Krošlju. Prosim, Matija Pavlovič. Lenko, specialist. Hvala lepa. Jaz bom začel podobno, kot ste že na odboru. Se mi zdi prav, da vedno začnem z nekaj pohvalo. In sicer bi tukaj izpostavil ta del Komunale, ki se nanaša na izobraževanje otrok v šolah in vrtcih. Gospod Dežič je v odboru omenil, da se velik del tega financira iz tujih virov, da ne gre iz proračuna. Sam se mnenja, da tudi kolikor bi šlo iz proračuna, je to ena naložba za prihodnje in tudi v tem primeru ne bi imel proti temu nič. Pa druga točka, ki se neposredno navezuje na to, sam imam velike težave v bloku za ločenje zbiranjem odpadkov pri sostanovalcih v drugih stanovanjih.
Tukaj sem že apeliral na komunalo, da lahko na kak način poostrijo nadzor, pa so mi razložili, kakšna je težava z nadziranjem tega, oziroma kakšne so sploh postopki, da lahko nekoga kaznuješ. Zato sem mogoče malce optimist, da bomo čez 30 let, ko bodo te otroci, ki se danes v vrtcu učijo o tem, le razumeli, da plastika ne gre v tisto mešano, ampak pač zabojnik, ampak gre v rumen zabojnik. Pa še tretja zadeva, ki smo tudi že lani oziroma predlani izpostavili, to so pa ekološki otoki, in sicer ko se bo občina oziroma komunalno odločilo za zamenjavo dotrajanih, to čez nekaj let, predlagam, da razmislite o zabojnikih z večjimi odprtilami, predvsem je tukaj težava pri papirju in pa kartonskih škatlah. Ostale zadeve še gre, brez težav pri papirju, brez težava. Sicer tisti, ki smo kolikor toliko zavedni tem ločenim zbirnem, se potrudimo pa tam strgamo, ampak verjamem, da marsikoga to odvrne in potem je teh škatl tam več kot časa na tržnici. Če gremo pa na tisto stvar, ki me moti, je pa konstantno mrzelkom, pa tudi posledično ekosocial. Meni še vedno nihče ne zna razložiti, če je prednost tega zelkoma. Pravite, da se omeji posredništvo pri podelitvi poslov, ampak to je točno to, kar zelkom dela. Iz revizijskega poročila izhaja, da je namen zelkoma o tem, da nekaj delo se drži za svoje obratovanje, sam pa podeljuje delo naprej. Nihče mi še vedno ne zna razložiti, kaj dela zelkom, kar ne bi morala delati komunala sama. Vsako javno podjetje, kot tudi zavod, lahko upravlja tržno dejavnost. Nihče nima nič pred tem, da bi komunala upravljala tržno dejavnost, kolikor ima za to možnost. Ampak zakaj ustanavljati hčerinsko podjetje? Edina razlika med izvajanjem tržne dejavnosti v javnem podjetju in pa v hčerinski družbi je pri tem, da se pri hčerinski družbi izgubi nadzor. To je edina razlika. Imamo sodila, imamo zakonodajo, ki jasno določa, da lahko javno podjetje izvaja tržno dejavnost. Ne vem, kam to vodi, bo jutri Zavod za šport odprl hčerinsko podjetje, ki se bo prodajalo na trgu. Mogoče lekarna, zdravstveni dom, to bo zanimivo, glede na to, da imamo že kar relativno privatizirane zdravstvene storitve. Noben drug zavod in pa nobena druga javna podjetja v občini Brežice nima hčerinskega podjetja, razen komunalna Brežice, ki ima dve. Nihče ne oporeka izvajanje tržne dejavnosti komunalne Brežice, ampak vse to se lahko dela v okviru javne službe oziroma javnega podjetja, tako da se zagotovi nadzor občinskega sveta. To je vsa razlika med zelkomom in pa med izvajanjem tržne dejavnosti komunalne. Samo to. Drugače pa proti poznam še to sam gimam težavo in bomo se prekrili. Replika na revizor. Ja, hvala lepa. Zdaj te mantre glede zelkoma oziroma hčerinskih družb komunale vidim, da ni konca, čeprav je bilo to že nešteto pojasneno. In tudi takrat, ko smo sprejeli odločitve, da se lahko ustanovita dve odvisni družbi, je bilo to skozi na tapeti. Zdaj bom probal še enkrat povzeti, obrazložiti na ti, v čem je bistvo. Komunala, če v okviru svoje lastne, bi rekel, firme izvaja tržno dejavnost, je seveda to v okviru te firme in mora na ta tržni del v skladu z določenimi sodili obešati tudi stroške, ki lahko pri tej tržni dejavnosti sploh ne nastajajo, ker so deljene na celo firmo. Vkolikor se pa to dela v okviru odvisne družbe, so ti stroški nižji in zato je lahko tudi pri pridobivanju poslov taka firma, odvisna firma, konkurenčnejša. To je zelo preprost in verjetno tudi prepričljiv razlog. Skratka, v okviru lastnega podjetja je zadeva tudi bolj pregledna, ker se mešajo ne skupne službe, ne nobene službe z dejavnostjo gospodarskih javnih služb, ker hitro se da potem učitati, ja, sej, ne vem, pol računovodkinje, ki to počne, pa počne to za tržen del, pa tam teh stroškov ne prikazujete, pa bi jih morali prikazovati, zato delate nelojalno konkurenco. Koliko se to dela v okviru ločenega podjetja, veljajo tudi v skladu z standardi računovodskimi in tako naprej, bistveno bolj pregledne razmere. Zdaj, kar se tiče nadzora, enostavno ni res. Ni res, da pri odvisnih družbah ni nadzora, ali da je ta nadzor opuščen, ali da je slabši, mislim, da je celo boljši, ker je zadeva bolj pregledna. Bistveno bolj pregledna je in zato smo nenazadnje zadolženi tudi mi,
v okviru seveda pristojnosti občinskega sveta, občinska uprava, nadzorni odbor komunale. Nadzor je lažji, ker so zadeve bolj ločene in s tem tudi bolj pregledne. Tako da, jaz ne vem, res odkot ta ponavljajoča se te očitki o neki nepreglednosti. Ne? In verjemite mi, kot tudi ne nazadnje govorim kot predsednik nadzornega sveta komunale, da še kako podrobno gledam so tudi te papirje oziroma te odvisne družbe, čeprav in tudi mimogrede, vse tisti očitki, ki so bili ne vem, pred leti navedeni oziroma pred volitvami, bolje rečeno, so se pravzaprav izkazali kot neutemeljeni in prazni in so bili bolj ali manj čist namenjeni nečem drugemu. Ne. Kar se pa tiče ekosociala, je pa to socialno podjetje ustanovljeno prav z namenom, da dobi ta status in da se lahko prijavlja na razpise, ki so namenjene socialnim podjetjem. Komunalna Brežice se kot taka ne bi mogla, ker ima tega statusa, odvisna družba pa in se lahko za te določene mehke vsebine, razpisane vsebine, pridobi tudi ta sredstva. To se pravi, je kar vrsta dejavnikov, zakaj je temu tako. Hvala. Hvala lepa, ostanemo še prosim. Hvala za besedo. Jaz pa imam v bistvu čisto na tak, kako rekel, matematično vprašanje. Zdaj, ko gledamo plan 2020, me zanima v bistvu zgolj pojasnilo, če ga tako zelo na hitro pogledamo, vsi ostali prihodki se znižujejo v bistvu na neko ravn, da recimo rezultat določene gospodarske javne službe v bistvu ne prihaja do nekih večjih številk, kar bi mogoče nakazovalo, da so podražitve mogoče celo malenkost prevelike ali neupravičene. Zdaj, če pogledamo tudi, recimo, če gledamo pri oskrbi za vodo, imamo ostale prihodke predvidene v letu 2019, približno zelo podobne, kot smo jih imeli v letu 2018, sicer malo više, potem 2020 jih znižujemo na 43, iz 70 tisoč skoraj na 43 tisoč. Stroške v bistvu smo tudi prikazali, da so toliko višji, dobro, sicer mogoče bo nekaj stvari razjasneno, ko bomo dobili poročilo, ko bomo malo več finančnih podatkov, tudi stroška dela. Zdaj, če na hitro ocenjujemo iz preteklih let, smo gledali malo stroške dela, pa tale minimalna, povišanje minimalne plače ni v takem obsegu, da bi bilo potrebno zviševati. Mogoče ostali življenjski stroški so večji, bolj v bistvu smislen strošek za povišanje, kot pa sam strošek dela. Po razrezu iz tabele stroška dela iz leta 2019, če primerjamo, pa če nekako ocenjujemo, kaj ti status najnižjih osebnih dohodkov ne predstavlja take številke končne za takšne povišanje. V bistvu te dve stvari me malo zanimajo. Se pa veselim spoznanja tudi kolega Kolariča, da so spoznali to, kar smo že v preteklih letih izpostavljali glede ščelinskih družb. Stanete še, hvala lepa, prosim, nekaj Čendič Rošen. Lep pozdrav vsem, upam, da ste dobro. Jaz meni zelo vroče, ker prihajam z gradu, morala me se domov hoditi preoblačiti za take dni, pustimo zdaj to. Matija mi je vzel to vprašanje glede odprtin na krajevno skupnost Brežice, to večkrat dobimo, predvsem za papir, pa tudi za kakšne druge stvari so odprtine res premajhne, tako da tukaj bo treba sploh tam, kjer so frekventne, kjer se tudi opazi, da potem kartonske škatle ostajajo in tako naprej. Potem v tem oziru mi je tudi Mira Šularjeva vzela eno vprašanje, pa je v teh
v odgovorih, se pravi dinamika, kjer je pač večja družina in tako naprej, to ste sicer odgovorili, ampak mogoče še dinamika odvoza odpadkov, sploh pač v kakšnem času, ampak to imamo tam v gradivu. Kar pa najbolj skrbi naš v krajevni skupnosti Brežice, pa bi rekla tudi mene kot meščanko, je pa tržnica. Ne rečem, da je to samo odgovornost komunale, daleč od tega, da je, ker vemo, da velik del tržnice je privatni lasti, vemo pa, da so tržnice v današnjem času lahko tudi velike priložnosti za turizem, za kakšne posebne dogajanja, za kakšne posebne dogodke, povezane z lokalno pridelavo, z lokalno prehrano in tako naprej. In jaz mislim, da tukaj imamo še kar nekaj možnosti. Me pa zanima, kako deluje in če je uspešen ta projekt Prinesi odnesi, oziroma kako to merite. In pa seveda, jaz mislim, da skupnimi močmi bi morali mi za tržnico v tem našem mestu narediti kaj več. Mogoče poleg drugih CLLD projektov še kakšen spet povezan s tržnico, ampak bolj tak konkreten, ne sem neka taka bolj, Zdaj, jaz ne bi rada primerjala, ker vsake mesto so razmere različne stvari počnemo, imamo različna okolja, imamo različne odjemalce, ampak mi se vsi zgledujemo po Samoborju zelo radi, tam tudi veliko vas hodi, še življenje nisem rad. Sobote na tržnici pa vem, če to plus ali minus, poslušam pa zelo veliko, mogoče bi pa mi našo tržnico malo drugače pogledali na njo, od Kimava. Ampak dajmo imeti jaz mislim tudi za našo brežiško tržnico, pa mogoče lahko se že kaj naredi zelo v kratkem. Hvala lepa. Hvala lepa tudi Alenki. Jaz bi zdaj prosil na vsa ta vprašanja, pa pomisleke, zopet srednji komunale zdaj v nek način odgovore. Inšpekcija je kreativna. Tržnico mislim. Ok, zdaj za začetek, kar se tiče ekoloških otokov. Mi smo tudi že, pač to sem že mislim napovedala, da smo tudi že začeli razmišljati o ukinitvi ekoloških otokov. Razmišljali smo samo o tem, zdaj določene komunale so se tega že šle, se gredo. In jih imamo namen kontaktirati in vprašati, kako se zadeva odnese in gredo na hišni odvoz frakcij. Se pravi, tako papirja, kot stekla, plastik imamo že tak hišni odvoz. Ker dejstvo je, da ne glede na to, kaj vse počnemo in tako preko Matija, po moje čez 30 let bo mogoče kaj drugače. Se pa absolutno strinjam, da je tisti karton čisto dober. Jaz pač osebno, ker sem v hiši, mi je enostavno ga nekam naložiti, pa ga zapeljem na boš, tam vsak pa te možnosti nima, to mi je jasno. Tako da bomo razmislili za naprej, kaj pa s tem narediti. Kar se tiče Zelkova, mogoče še ena taka stvar, recimo mi smo res želeli, da se ta trg, kot je že rekel gospod Vizjak, da se res loči strogi trg od, se pravi, sektorja za investicije in razvoj. Zaradi tega, ker sektor za investicije in razvoj izvaja predvsem to investicijsko vzdrževanje in vse, kar pride kot in-house strani občine ali pa kar ima občina kakšne javne razpise. In pač prav namen je, da se to loči. Pa tudi mislim, da je en dovolj zgovoren podatek, ta bil, kaj se je zgodilo, ko smo imeli javno naročilo za okvare, pa ne vem, kaj še takrat točno bilo, že nekaj časa nazaj, je bil Zelkom recimo na 500 000 evrov, za 100 000 evrov ugodnejši od ostalih ponudnikov. Tako da tudi to pač nekaj vseeno nam pove. Potem stane, kar se tiče, se pravi, ostalih prihodkov. Ostali prihodki so nekoliko nižji planirani, zaradi tega, ker smo planirali nekoliko manj prihodkov strani zavarovalnic. Zaradi tega, ker mi pač dobimo tudi strani zavarovalnic povrnjene določene stroške in je bilo za leto 2020 planiranega manj tega. Se pravi, predvidevamo na nek način, da se bo to, da bomo se pravi uspešno reševali ukvarje, da bo zaradi tega tudi manj. Ker tukaj gre v bistvu ti prihodki, so neki prihodki, ki znižujejo stroške, se pravi vse to, kar dobimo strani
zavarovalnic. Potem pa še Alenka. Za prinesi odnesi mogoče. Ta projekt je kar živ. Zdaj v letošnjem letu, oziroma mislim, da smo se že konec lanskega leta, smo se lotili tudi mobilnega prinesi odnesi, se pravi, da gremo vsake toliko časa tudi po krajevnih skupnostih, to za taki občana obvestimo in so zelo, zelo dobri odzivi. Vse pa mislim, da okoli 20 ton nekje na letni ravni izmenja teh stvari. Mi sicer tudi tako naredimo, da štejemo kose, pa še stehtamo in vodimo natančno nam sodelavk ali sodelavci, pač tisti vikend tam nam napiše vsak teden, koliko česa bilo odnešenega, so pa predvsem gre tukaj za kakšne obleke, igrače, otroške obleke, predvsem pa zdaj kar taka zadeva, ki se je prijela tudi drugod. Kar se pa tiče same tržnice, mi smo tam probavali, že smo številne aktivnosti uvajali. Mislim, da je glavni problem so mogoče parkirišča, ker vidimo, da se vsakomor težko parkirati tistih 150 metrov dol, pa stopiti gor, ne. Potem težave, pa tudi mogoče ne, težko razložiti včasih tem, ki so na tržnici, da je bolj, da oni dol parkirajo, da se uporabnik lahko parkira, pa še kaj k njim kupiti, ne. Potem je tudi mogoče stvar vseeno cen, ne, ker ljudje grejo, ne vem, popravni prav, bom rekla, pa zraven kupiš solato, v koncentru, ki je cenejša, ne. Smo spet pri tem, koliko si mogoče kdo lahko kaj privošči. Imamo pa letos upravljeno tudi en projekt v sodelovanju z Lasom, ki zdaj ni še razdelan, pa ne bi kaj veliko ne govorilo, mislim, da bo tudi kar zanimivo. Smo pa, ne vem, številne aktivnosti smo izvajali, od, ne vem, Dedka Mraza, pa smo imeli čebelarja na tržnici, pa smo imeli, ne vem, izmenjevali smo neke šolske potrebščine, pa cel kup stvari je bilo, ampak enostavno, ne vem, mogoče pa brainstorming ali pa kakšne ideje še z vaše strani, kaj bi se dalo tam narediti, da bi ta tržnica živela, ker je res škoda, ne, da se tam kaj veliko ne dogaja. Tako da to bi bilo to. Če sem kaj pozabila, pa lepo prosim, da se obrnete na mene, bomo še odgovorili. Ok, rektorci, hvala lepa, s tem zaključujem razpravo in tudi odgovor na njo, tako da zdaj prosim, če kdo želi podati v žido glasu. Ok, žido glasu, Matija Podarič, Peter Denovek. Zaključujem prijavo, skoda glasem. Hvala lepa. Jaz se moram tukaj na začetku navezati na mojega kolega Vizjaka. Zdaj, izpade, kot da sem se sam spomnil te pomisleke, ki imam. Ni res. S temi pomisleki je že leta 2015 začel predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel, ki je rekel, da je sicer zakonsko ta zadeva dopustna, ni pa pravilno, da javna podjetja ustanavljajo hčerinske službe. Zakaj je pravilno? Zato, ker se izvodi nadzor prav tega Računskega sodišča, ki nad hčerinskimi podjetjami javnih služb nima nadzora. Ampak gre za njega, da skrbi, ker imamo gospoda Andreja Vizjaka, ki skrbi nad komunala, tako da Računskega sodišča niti ne potrebujemo. Bravo, Matija. Hvala lepa, Peter Denovek, ostali. Bravo, hvala za besedo. Jaz bom rekel, ta predlog dela bom podprl, sploh v luči tega, da smo zadnje čase zelo dobro sodelovali, kar se tiče na organiziranje odvoza odpadkov iz romskega naselja, oziroma imamo tukaj še veliko načrto. Odzivnost je dobra, predlogi so na mestu. To je ena stvar, ker je črna luknja in v bistvu bom moral vlade skupaj staviti. Tako da že zaradi tega bom dal podporo. Druga stvar pa, ko se je rekel, če imamo kakve predloge. Jaz mislim, da je bila osnovna napaka za našo tržnico narejena takrat, ko se je tako zaprla od oči, daleč od oči, daleč od srca. Tudi če gre, tudi ko se sprehodim po njej, recimo zdaj po zimi, to je ko najbolj mračna, hladna,
odbijajoča, ne vem, hladilnica. Jaz meni je žal tistih ljudi, ki morajo tam stati noter, enostavno prav nič ni privlačnega. In jaz tam posel delati je, mislim, tudi iz vidika varstva pri delu, da je tisto pač neprimerni prostor. Mislim, ne vem, koliko je bilo pač vloženo, tudi vsi tisti lokali, ki so okoli podobno neprivlačni, ne glede na to, zdaj, kako je lastništvo, ne vem, za kakšno posle je šlo, ampak enostavno tukaj je res manjka en temeljit premislek. Tako je tudi Alenka Črnečeva rekla, mogoče bolj interdisciplinarni pristop, ker tržnice so ogledalo kraja in so lahko utrip, če je utrip v mestu, če pa utripa ni, je pa v bistvu tudi pokazatelj tega stanja, ki ni najbolj optimalno. Se moramo vsi skupaj potruditi, pa to nekaj spremeniti. Mislim, da je velika napaka, da pri sami prenovi narejena, kako se začetku rekel, ker se zadeva zaprla in v bistvu izolirala in ni v tistem namenu, ko bi tržnica morala biti en impuls mesta. Peter, hvala lepa. Preverimo navzočnost, prosim, predstavljena prava. Prosim, prisotnost. Ok, prisotna si 29. Podajam na glasovanje naslednji sklep. Sprejme se sklep o podelitvi poslovnega načrta podjetja za leto 2020 in razvojnega plana podjetja ter programov za obvladovanje kakovosti, ki ga je javno podjetje Komunalna Brežice d.o.o. pripravila januarja 2020. Prosim. Ok, soglasno sprejeto 26 glasovi in 3 državnimi, tako da se zahvaljujem vsem iz javnega podjetja Komunala.